Spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Slovenske ljudske stranke, kjer bova nekaj pogledov dan pred 34-letnico naše stranke predstavila skupaj z predsednico glavnega odbora SLS, gospodarjo Jamnik. Torej, jutri, 12. maja, mineva 34 let od tega zgodovinskega dogodka, ko smo v Unionski dvorani v Ljubljani ustanovili prvo demokratično politično stranko po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. Takrat smo živeli še v precej drugačnem svetu in le malo kdo si je upal takrat napovedati, da bomo danes živeli v samostojni državi slovenskega naroda, katere ustanove imajo z ustavo zapisano nalogo, da posameznike varujejo pred samovoljo oblasti, ki jo imamo obenem pravico kadarkoli kritizirati. Da se bomo smeli sami odločiti za pridružitev v varnostni in civilizacijski okvir Evrope, od katerega so nas odtrgali 3 zaporedni totalitarizmi, in da bomo v dobrih 3 desetletjih ne le nadoknadili razvojni zaostanek z tega obdobja, temveč dosegli največjo stopnjo blaginje, ki jo je kadarkoli užival slovenski človek. 12. maja 1988 smo se mladi in manj mladi kmetje, kmetijski strokovnjaki, študentje in drugi pod vodstvom pobudnika dr. Franca Zagožna in prvega predsednika Ivana Omana na tribuni pod naslovom Ali mora kmet res le ubogati vprašali in želeli odgovoriti najprej na to vprašanje, potem pa tudi na druga vprašanja, ki so presegala zgolj kmečko in podeželsko tematiko. Z ustanovitvijo prve demokratične politične organizacije po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh smo tako sprožili slovensko narodno pomlad. Izbira imena Slovenska kmečka zveza ni bila naključna, po eni strani zaradi večinske populacije v Unionski dvorani, po drugi strani pa tudi zaradi dejstva, da so mnogi na Štajerskem in nekaterih drugih delih Slovenije še posebno povezovali ta naziv z sestavnim delom zgodovinske Slovenske ljudske stranke, ki letos praznuje 130 let obstoja, torej političnega gibanja, ki je v 50 letih pred drugo svetovno vojno vodilo gospodarski, upravni in kulturni vzpon slovenskega naroda. Narodnemu buditelju Janezu Evangelistu Kreku je tedaj s sodelavci uspelo mali, gospodarsko zaostali in od velikih nacij in ideologov na propad obsojeni narod uspešno povezati v temeljni zahtevi po splošni in enaki volilni pravici, pravni državi, kjer pravila veljajo za vse enako, združitvi naroda v eno upravno enoto, pravici do svobodne slovenske besede ter lastne univerze in akademije. Na to svetlo obdobje in dediščino smo se 12. maja v Unionski dvorani naslonili. Ni šlo le za te, ki smo bili prisotni v Unionski dvorani, ti smo le prvi spregovorili na glas. Šlo je za vse Slovence, kot ljudstvo smo našli skupno soglasje, nacionalni konsens, da hočemo demokracijo in svojo državo. S takim skupnim nastopom smo v času slovenske pomladi tudi skoraj razoroženi lahko uspešno se organizirali proti premočnemu sovražniku in dosegli mednarodno priznanje ob nasprotovanju vseh svetovnih velesil. Obakrat, ko smo Slovenci našli narodno soglasje, kaj hočemo, smo dosegli, kar se je zdelo nemogoče. V posebno čast mi je, da sem bil kot eden od pobudnikov in aktivnih pripravljavcev dogodka v Unionski dvorani in kasneje v vlogi politika lahko ves čas del tega velikega in neponovljivega slovenskega osamosvojitvenega obdobja.
Slovenska ljudska stranka si je skozi 130-letno zgodovino bolj ali manj uspešno prizadevali za iskanje tistega, kar Slovenci v najširši večini dojemamo kot skupni interes. V skladu s tem poslanstvom zgodovinske SLS je v ozračju vse globjega razkola in vse ostrejše govorice drug mimo drugega v slovenskem političnem prostoru Slovenska ljudska stranka prevzela pobudo pri poskusu vzpostavljanja novega zaupanja med različno mislečimi. Kajti Slovenija je po uspešni demokratizaciji, osamosvojitvi in vstopu v evroatlantske povezave zastala v medsebojnem brezplodnem omejevanju in nagajanju politikov izključno na podlagi nasprotovanja in nepremisleka, kaj je skupno dobro. Gibanje Povežimo Slovenijo na letošnjih državnih zborskih volitvah žal ni prepričalo dovolj volivcev. Ni jih prepričalo svojo ponudbo iskanja soglasja prek nazorskih opredelitev, prek nazorskih temeljnih delitev. O vzrokih je že bilo in bo gotovo narejenih še veliko analiz. O poti naprej bodo tekli in tečejo pogovori na različnih ravneh v prihodnjih dneh in tednih. Čutili smo na terenu v času volilne kampanje, da ljudje iščejo sodelovanje. Ogromno pozitivne energije. V enem delu je gotovo prevladalo tudi taktično glasovanje, ki je nekako preglasilo željo nad sodelovanjem in povezovanjem. Slovenska ljudska stranka bo ne glede na to ostala pobudnik iskanja skupnega dobrega za slovenski narod. Ker sam kot predsednik nisem uspel pripeljati Slovenske ljudske stranke ponovno v Državni zbor Republike Slovenije, na prihajajočem kongresu SLS ne bom več kandidiral za predsednika. Naj povem, da mi je bilo ob tem, ko sem dal to pobudo na začetku in potem skupaj s Slovensko ljudsko stranko, ko smo peljali te aktivnosti, da se je oblikovalo Gibanje Povežimo Slovenijo, popolnoma jasno, da v ostro polarizirani družbi in politiki gibanju lahko uspe močan vstop v slovenski parlament le, če se bomo predsedniki strank, ki smo oblikovali to skupno listo, če bomo stopili korak nazaj in predstavljali predvsem organizacijski temelj, naprej pa nas bodo v prvi vrsti predstavljali tisti prepoznavni kandidati in podporniki gibanja, ki niso bili neposredni voditelji strank, ampak so kot aktivni državljani in kot strokovnjaki za posamezna področja uspešno nagovarjali volivce. To se žal ni v zadostni meri realiziralo. Naj povem še to, da bo po stališčih na organih SLS, posebej glavnega odbora SLS, Slovenska ljudska stranka na lokalne volitve šla samostojno. Podprli pa bomo medsebojno podporo pri volitvah županov in lahko tudi v posameznih primerih v različnih slovenskih okoljih. O točnem načinu tega sodelovanja pa se bomo dogovarjali v bližnji prihodnosti. Torej, vsekakor si želimo, da bi to gibanje in tudi sama vsebina in naziv Povežimo Slovenijo ne ostala tukaj, ampak da bi ta prizadevanja v delno spremenjeni obliki in načinu se nadaljevala tudi v prihodnje. Naj ob tem zaključim s tem, da se mi zdi prav, da ob vseh upravičenih in manj upravičenih razočaranih in nezadovoljstvu, ki ga doživljamo, ko smo nezadovoljni nad posameznimi stvarmi v Sloveniji, v družbi, je prav, da se zavedamo, da živimo v čudoviti deželi z veliko solidarnosti med ljudmi in da je pomembno, da drug pri drugem iščemo najprej to, kar je dobro, kajti če bomo poiskali to, kar je dobro, bomo potem lažje uspešno spremenili tudi to, kar menimo, da je potrebno spremeniti. Zdaj pa dajem besedo še Darji, izvoli. Hvala lepa.
Kot predsednica glavnega odbora bi povedala, da so se naši občinski odbori na terenu zelo trudili, da so bili zelo aktivni in da so vsi maksimalno vložili vso svojo energijo v to, da nam uspe zmagovit rezultat, in zato smo res razočarani, da nam ni uspelo priti v parlament. Predvsem pa obžalujem, da Slovenija še ni ponotranjila tega našega poslanstva o medsebojnem sodelovanju in pa povezovanju. Na široki razpravi glavnega odbora je bila tudi podana potreba oziroma odločitev, da damo prednost mladim, da se stranko pomladi, da da priložnost, da se tudi oni še bolj aktivirajo. Jutri, na dan 34. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze in pa današnje Slovenske ljudske stranke, kot je že predsednik povedal, Slovenska kmečka zveza je bila ustanovljena 12. maja 1988 kot prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh, bo v organizaciji Občine Škofja Loka, Prosvetnega društva Sotočje, pod pokroviteljstvom predsednika države in pa sodelovanjem družine Omanovih ob 17. uri svečana oziroma slovesna odkritje spominske plošče Ivanu Omanu. Spominsko ploščo bosta odkrila predsednik države gospod Borut Pahor in pa župan občine Škofja Loka. Predtem pa bo ob 15:30 v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki zahvalna maša za Ivana Omana in vse pokojne člane in pa podpornike Slovenske ljudske stranke. In lepo vabljeni na ta dogodek in pa sveto mašo. Hvala. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, izvolite. Samo vprašali, zdaj omenili ste, da na kongresu ne boste več kandidirali za predsednika, kdaj pa imate predviden kongres? Torej, formalno kongres mora biti najkasneje prejšnji kongres pred 4 leti je bil oktobra. Vsekakor pa bomo naredili vse in tako je bilo tudi stališče. Sprejet je bil predlog sklepa, ki sem ga sam predlagal na zadnji seji glavnega odbora, da se kongres skliče čim prej, po možnosti še do konca junija. Zato bomo tudi že v prihodnjih dneh imeli po teh organih izvršilnem in glavnem odboru tudi klauzuro, torej daljše srečanje, kjer bomo skušali se odkrito pogovoriti o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih, zato da bi ta kongres dejansko pomenil postavitev ene ekipe na zdravih temeljih, ki lahko potem na osnovi doslej dobro narejenega uspešno dela naprej, da pa napak, ki smo jih eventualno naredili, pa ne ponavlja. In zdaj, ali bo to možno že do konca junija ali morda začetek julija ali pa potem takoj iz septembra, se bo pa videlo v naslednjih dneh. Verjetno bo pa pred lokalnimi volitvami. V vsakem primeru. Tako. Kako imate pa načrte za lokalne volitve? Imate še kakšne cilje postavljene? Koliko imate recimo zdaj trenutno županov? Imamo trenutno 42 županov v klubu županov, neposredno prav kot ljudska stranka jih to, kar po državni volilni komisiji je seveda manjše število, ampak tistih, ki so kot člani Slovenske ljudske stranke ali pa kot na predlog Slovenske ljudske stranke nastopili, so zdaj v klubu županov Slovenske ljudske stranke in okoli 340 občinskih svetnic in svetnikov. In vsekakor je želja, da se ta rezultat ohrani in po možnosti poveča. Prav zato je bilo tudi rečeno, da bomo
ko gre za župane, verjetno iskali način sodelovanja z tako strankami znotraj gibanja Povežimo Slovenijo, kot tudi s kakšnimi drugimi strankami. Prav tako pa bomo skušali se tudi poenotiti tudi pri ostalih volitvah, ki so pred nami, torej predsedniške volitve in volitve državnih svetnikov. Gospod Marjan Podobnik, vemo, da ste bili tudi vodja volilnega štaba v okviru Povežimo Slovenijo. Kako po vašem mnenju ocenjujete samo promocijo in biti tudi soočenje na televiziji, za katere vemo, da so zelo pomembna tudi v zadnjih dneh? Z vašimi gosti ste zadovoljni? Čeprav razumem, gre za vprašanje, ali kje je po vašem mnenju nekako zaškripalo? No, kot rečeno že prej, gotovo smo bili tudi sami deležni delno tega učinka, malo taktičnega glasovanja in tako naprej. Vsekakor je pa zelo pomembno tudi, v kolikšni meri nam je uspelo predstaviti tudi na teh soočenih temeljno bistvo povezovanja in sodelovanja, kar je predstavljalo in predstavlja gibanje Povežimo Slovenijo. Zdaj naj tu povem samo to, da sam kot predsednik, kot vodja volilnega štaba sem na osnovi številnih pobud in predlogov kandidatk in kandidatov in drugih nosilcev aktivnosti z terena približno 3 tedne pred volitvami predlagal in volilni štab je z veliko večino, skoraj soglasno, sprejel stališče, naj bo nosilec liste in kandidat za mandatarja gibanja Povežimo Slovenijo gospod Alojz Kovšca in naj tudi on zastopa to gibanje pač v večini soočen. Na tistih, ker pa gre za ozka strokovna vprašanja, pa drugi, pri čemer se je posebej tu izpostavljalo še dr. Ernesta Petriča, gospod magistro Moniko Kirbiš-Rojs, dr. Tino Bregant, Marka Balažica, Polono Rifel in še nekatere. Žal te pobude za to, da bi nosilno vlogo v osrednjem delu kampanje prevzel gospod Alojz Kovšca, nismo uspeli uveljaviti. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ni drugih vprašanj. Jaz bi rekla hvala lepa. Hvala lepa za udeležbo. Pa tudi lepo povabljeni jutri, kdor ima čas, v Škofjo Loko in v Zminec. To bo gotovo en lep dogodek. Gospod Ivan Oman je brez dvoma državnik, ki si zasluži pozornosti tudi na ta način, kot mu jo bo jutri izkazal tako predsednik države kot domača občina. Hvala lepa.